Dober dan, drage gledalke in spoštovani gledalci. Dovolite mi tokrat kratko premišljevanje o politični enotnosti Slovenk in Slovencev, o kateri je bilo tudi v času pregleda domače politične scene precej govora zadnje dni. Sodelovanje, ne tekmovanje, bi lahko povzeli dogajanje zadnjih dni v Evropskem parlamentu. V mislih imam obeležitev 20. rojstnega dne slovenske države, ki smo ga složno pripravili evropski poslanci iz Slovenije, ne glede na politične stranke. Najprej smo imeli prireditev ob slovenskem spomeniku pred Evropsko komisijo, na katerem so, kot najbrž že veste, Prešernovi stihi zapisani v vseh uradnih evropskih jezikih. Tista kitica, vrstica, živeni vsi narodi. Nato pa se je praznovanje nadaljevalo s slavnostno sejo z mnogimi govori in kulturnimi vložki še v prostorih Evropskega parlamenta. Pridružili so se nam mnogi kolegi iz drugih držav. Skratka, bil je lep slovenski dan v Bruslju. Vse prireditve so bile izpeljane na domačo slovensko vižo. Gospoda Bergerja ni bilo zraven ne pri scenariju, ne pri izvedbi. Na prvi pogled se zdi, da slovenski politiki v Bruslu lažje dosežemo enotnost. Sicer pa biti enoten, to je po domače enako misliti, čutiti, delati, niti ni prvi imperativ proste, svobodne politike. Demokraciji sta bolj lastna drugačnost oziroma pluralnost ter pošteno soočenje. Ali potem takem Slovenci sploh potrebujemo enotnost danes, ko ne bi bili že globoko v demokraciji? Seveda jo, ko gre za državno raven politike, ko je treba spoštovati državne simbole. Mimogrede, ste se že kdaj vprašali, koliko slovenskih politikov ima izobešene državne zastave na svojih hišah? Enotni bi morali biti, ko gre za uveljavljanje državnih interesov navzven. Tak slab primer je, na primer, arbitražni sporazum s Hrvaško. Poenoti nas državna himna, ki jo sicer Slovenci vselej pospremimo z pogrebno tišino, kot nam velevajo neumna protokolarna pravila in nikakor z izkazanim zanosom in navdušenjem. Enotni smo, kadar nas vojne ali druge nesreče ogrožajo. Skratka, enotni bi morali biti, kadar gre za vse, za obči interes. Vse ostalo je politična predigra, ki sicer ne zahteva enotnosti, marveč demokratično držo. A ta je lahko to, torej demokratična, le če je utemeljena na strpnosti in dostojanstvu. Te sestavine pa Slovenci še iščemo, pri tem se niti ne naprezamo preveč. Včasih se zdi, da so vse splošne kregarije in konflikti bliže naši naturi kot iskanje soglasja. Takšno stanje nam reproducirajo tudi mediji, ki pa se seveda le hranijo z našimi navadami. A tudi mi se učimo demokracije. Morda je pri pouku še premalo učencev, mnogi dokazano špricajo, no pa tudi o učitelji bi lahko še kakšno rekli. A vse ni tako črno. Slovenci smo preživeli tudi že kaj hujšega kot slabe proslave, nekulturne razvade ali krizo vladanja. Pravzaprav smo na tem območju prepihov stoletja doživljali razne trke. Nič nam ni moglo do živega. Pa bi nam sedaj, ko imamo svojo državo? Ne. Pravzaprav edina nevarnost, ki preži nad nami, smo mi sami. A tudi edino upanje smo mi sami. Grčija je lep primer, kako visoko ceno imajo danes besede pomoč in solidarnost.